očitno imamo tukaj dvoje vrst recimo podjetij, državljanov, nekateri, ki dobijo kredite brez kakšnekoli zavarovanja, nekateri, ki ne dobimo kredit, tudi če so tretje zavarovanje. Tako da pač ta dvojna merila želijo od vsega začetka in se bodo še očitno en čas nadaljevali. Mogoče se zdaj pravzaprav kako izjasnim tega zadnjega problema. Za mene je pač ta poteza rop, dobesedni rop državljanom, davkoplačevalcev Slovenije. Izgovori zavarovanja delovnih mest so pravzaprav larifari. Ko smo Mercator branili in ga povzdigovali, smo pač govorili, da rabimo 60 000 delovnih mest trgov, ampak 10 000 delovnih mest trgov povedno obstajajo, ali jih ima Mercator, ali jih ima Tuš, ali jih ima Špar. To so delovna mesta, ki v državi vedno obstajajo, ne glede na lastnika. Pomembna delovna mesta, ki so tista, ki izvažajo. Tista delovna mesta se izgubljajo. Torej, če podjetje, ki izvaža, pretezno izvaža, ne dobi kredita, propade, tista delovna mesta so izgubljena. Delovna mesta, ki so potrebna za osnovne stvari, ki potekajo v državi, se vedno hranijo, ne glede na lastnika, ne glede na to, kako pravzaprav podjetje vodi. Torej, prva stvar, ki jo treba razčistiti v tej naši državi, in to velja za vse politične stranke, jaz ne vidim nekaj velikih razlik, ko pridemo v teh stvari, je pravzaprav, katera delovna mesta je treba strateško braniti in katera ne, kar bojo tako ali tako obstala, še enkrat ponavljam. Podjetja, ki v glavnem delajo doma, ta delovna mesta se ne izgubijo. Izgubijo samo lastniki teh podjetij. Torej, po zadnji zgodbi, ki jo tukaj vidimo, branimo pravzaprav lastnike te banke, ki pravzaprav so sami krivi za situacijo, v katero so prišli. Plačevali bomo vsi, predvsem tisti kmetje, ki že zdaj ne morejo preživeti, katerim se obeta dodatni davek na nepremičnine. Jaz upam, da bojo kmetje dovolj zreli in pravzaprav udarili najbolj močno obliko državljanske nepokorščine, ki prihajajo časi z najbolj močne oblike državljanske nepokorščine. Ker stranki, ki jih imamo, pravzaprav in vsa aparat, ki ga imamo, očitno ni več sposoben stvari reševati. In država pravzaprav tone. In mislim, da prihajamo počasi do tiste točke, ko država pravzaprav ne bo več imela kam potoniti, ker bo totalno kontrolirala. In potem bo vse drugo krivo, krivi smo sami mi. Krivi so tisti, ki gledajo, kako drugi kradijo, zaradi tega, ker pravzaprav, da se mi kaj ne zgodi, da ne zgodi delovnega mesta, pa bom tiho, ne bom povedal, ko denarja bilo pranga. Krade se na vseh nivojih, tako da pravzaprav si niti predstavljamo ne. In če mislimo, da nas bo trojka Evropska rešila, tu je utvara. Evropska trojka nas ne bo rešila. Za Evropsko trojko zopet stojijo ljudje, ki so tukaj zadnje 20 let hodili v Bruselj. Pa vemo, po katerih kanalih, na katera priporočila so ti ljudje hodili. Najbolj ne tisti, ki pošteno se trudijo in delajo. Torej, trojka, mislim, da ni rešitev. Rešitev smo mi sami. In kakšne pravzaprav načine imamo, nič ne slišimo dejanskih, konkretnih načinih reševanja. Obstaja prvi način. Torej, kdor ni sposoben dokazati, od kje je dobil premoženje, se mu ga nacionalizira. Druga stvar, državna uprava, parlament, državni svet, sodstvo, finance, krizni davek, ampak samo za njih, ne za vse državljane, samo za njih. Oni so krivi, da je država tam, kjer je. Rešujemo Ljubljansko banko in se izplačuje regres. Podjetje ga ne moramo izplačati. Oni se ga izplačujejo. Na podlagi plačevanja naših davkov. Torej, krizni davek, samo za te
dokjer ne postavijo države nazaj. To, da bomo neko novo stranko ustanavljali in bomo rešili problem, vam garantiram, da bo še 3 nove stranke ustanovljene in isto ozadje, kot je bilo pri zadnjih ustanovitev strank. Isti ljudje od zadaj, iste finance. Tisti, ki vodijo politiko, niso vidni. Tisti, ki dajo denar, da se taka politika vodi, njihovih imen ne vidite. Ti so od zadaj. In ti bo ustanovili še 10 strank. Torej, nima smisla ustanavljati nove stranke. Od teh, ki so zdaj na oblasti in niso na oblasti, dokjer država ne začne funkcionirati, 10% krizni davek na te, ki imajo nizke plače in 80% krizni davek za tiste, ki so na vrhu. In kako to storiti? Ja, kar referendum. Referendum je treba narediti zakon in potem ne se vritejo. In ne spravijo državo red. Evropa je ne bo. Evropa bo sam prišla in pobrala še tisto, kar se bo dalo. Tam, kjer se bo dalo. Pa ne spravljajo državo red tisti, ki se jo sem spravljal. Kako pa potem cela Ljubljanska banka dobivati normalno naprej, nadpovprečno visoke plače, mi pa vsako leto 500 milijonov evrov.